Majhna babičina hiša iz leta 1936 je že nekaj let samevala. Dediči so se odločili, da jo renovirajo in nastala je moderna hiša z odprto galerijo, ki daje občutek večje prostornosti. Spomin na stare čase pa so ohranili številnimi detajli. Investitorja sta se želela iz bloka preseliti v hišo na vasi. Eden od investitorjev je močno navezan na hišo svoje babice in od tod je izhajala dilema, ali hišo porušiti do tal in zgraditi novo, ali pa jo v čim večji meri ohraniti. Gospod Urban, za kakšno varianto ste se na koncu odločili? Ste hišo podrli do tal ali ste del hiše, stare hiše ohranili? Z investitorji smo v bistvu začeli sodelovati že ob odločitvi, ali bosta selila se v periferijo ali v Ljubljano. Iskali smo ustrezno rešitev in ob ogledu hiše, ki je v bistvu na ruralnem okolju, smo se odločili, da mogoče je tle za poskusiti, ker hiša je izkazovala določen potencial za preureditev v nek sodoben ambient. Tako da smo hišo podrli do spodnjih zidov pritličja, izvedli vsa sanacijska dela, obzidali temelje, naredili vertikalne ojačitve, preuredili notranji tloris. Tlorisno je hiša ostala v zunanjih zidovih enaka, kot je bila, in pa dodali ta zgornji del mansarde. Ta je nov, z novo ploščo, z nekim dvoetažnim prostorom smo ga povezali s pritličjem. In tisto, kar smo pravzaprav videli na začetku, je bil zanimiv pristop k bivanju v tej hiši. Tukaj je namreč obrnjena logika, prideš v spodnji del, kjer je bivalni del z spalnim pa kopalniškim delom, potem pa greš po stopnicah gor in imaš dnevni prostor, ki se odpira preko teh velikih okn na jug, pa na sever, od koder so čudoviti razgledi na hribe. Strešek je bil zgodba zase, ker terasa gleda na jug, se je seveda takoj po selitvi izkazalo, da potrebujemo senčenje, potrebujemo streho za primer dežja. Ker je bližina ceste neposredna, je tukaj problem zamejitve javnega prostora z nekim intimnim privatnim prostorom in je nastala ideja, da poskusimo z nadstreškom, ki bi se pravzaprav dvignil iz tal in se pretvoril v neko streho in ki bi ga lahko oblikovali kot nek unikat, kot nekaj, kar ne vidite običajno na slovenskih nadstreških. Na terasi sva seveda želela imeti nadstrešek, vendar ne tak klasičen nadstrešek, ki bi bil zaprt, ki bi jemal svetlobo tudi v notranjem prostoru, predvsem v kuhinji. Zato smo se odločili za precej neobičajen, ampak zelo modern nadstrešek. Idejo za ta nadstrešek smo dobili slučajno, ko smo po internetu brskali po slikah in našli čebelje satje. In to je bila izvorna ideja, ki jo je potem Urban razvil. Ta nadstrešek je lesen, vendar ima steklo zgoraj, tako da prepušča veliko svetlobe, ampak hkrati to satje daje tudi senco, tako da je pravzaprav občutek tukaj spodaj zelo prijeten. Še posebej je pa prijeten takrat, ko dežuje, zaradi tega, ker je nagnjeno toliko, da posebnega odvodnjavanja ni bilo potrebno, ampak voda teče na vrt. In tisti poletne nevihte tukaj spodaj so izredno prijetne pravzaprav in če se le da, takrat tudi sedim zunaj. Kaj pa notranja oprema? Notranja oprema je sledila dvem faktorjem. Prvi je bil želja investitorjev po nekem zadržanem oblikovanju, ki bi bil avtorski oziroma ne popolnoma sčiščen. Drugi faktor je bil upoštevanje te emocionalne navezanosti na objekt. In tako smo v bistvu zasnovali vse kose pohištva po meri, kuhinji dodali ta pas vidnih opek. Recimo posebno se tale steklena ograja, ki nima nekih zaščitnih elementov, ki bi ovirali poglede in na tak način smo v bistvu dosegli povezavo z zgornje etaže z pritličjem, kjer je jedilnica. Kakšno pa je zdaj bivanje v hiši s tako velikimi
steklenimi površinami, predvsem v zgornjem delu in na jug in na sever, je v bistvu hiša zelo odprta, zelo se razgalja navzven. Ja, meni je bila svetloba vedno pomembna, no, in neka odprtost tako in drugače, tako da se mi zdi, da če smo imeli to šanso pokazati neko odprtost s tem pogledom, bi jo bilo škoda ne izkoristiti. Strahovi so bili na nek način, zagotovo velika okna, kdo bo vse videl noter, zato smo po debatah prišli do tega, da smo se odločili za refleksna stekla, torej čez dan se v hišo ne vidi, za zvečer imamo pa določena senčila, ampak v bistvu sva zelo malo ugotovila, da naju ti pogledi noter sploh ne motijo, ne? Tako da jih dostikrat tudi senčila zvečer ne uporabljava. Vprašanje, kako čistiti to okno, je eno od najpogostejših vprašanj, ki jih dobivava, in tudi poleti, ko se kolesarji tukaj mimo vozijo, so pogosti komentarji: glej, kako velika okna, kdo bi to čistil. Enkrat sem probal ta okna z roko očistiti in priznam, nikoli več se tega ne bom lotil, ker to je ubijalsko delo. K sreči pa obstaja posebna naprava, nek avtomat, ki sam čisti ta okna, in kaj lepšega, kot da ti nekdo drug očisti ta okna, tako da s to napravo čistimo. Okna je pa res, da se preveč ne sekirava za vsako packo, ki se na oknu pojavi. Kje so pa tiste 3 lastnosti hiše, katere bi izpostavili kot, bi rekel, najboljše odlike te hiše? Ja, prvo so zagotovo okna in odprt prostor gor. Tam je res ta točka, kjer se počutiš fajn, sploh ko prideš z Ljubljane po kakšnem napornem dnevu, se mi zdi, da se tempo zelo hitro tle umiri. Je tudi okolje tako, tako da zelo hitro zadihaš. Druga stvar, ki je zanimiva, je fasada zunanja, sploh na strani ceste, ki je iz kamna, ker smo imeli zelo velike debate o tem, in to je v bistvu bila ideja na nek način očeta mojega partnerja, ker je zelo protestiral, da on ne misli nikoli pucati fasade, tako da smo se potem odločili za to in se mi zdi, da tudi zelo dobro izpade. Tretja je pa vrt, ne? To je tudi neka tista točka, kar sva hotla, če so v stanovanju v Ljubljani, nisva mogla imeti. In pa tako, kot imamo tu narejeno, da je res nek podaljšek bivalnega prostora, poleti so vsa vrata odprta, tako da hodimo noter pa ven. Tiste dneve, ko delam doma, se moj dnevni ritual začne tukaj, ker je zjutraj tukaj senca in kavo lahko spijem v miru za to mizo. Sicer je to moja pisarna, kjer delam, in prostor je organiziran tako, da lahko cel dan lovim senco. Zjutraj, kot rečeno, tukaj za to mizo, potem pa večino časa tamle pod Smreko. Zdaj s temi prenosnimi računalniki je to zelo enostavno. Popoldne je pa senca za hišo in sedim na klopci, na kateri je nekoč sedela moja stara mama. To je hiša moje stare mame, tako da je ta stara mama še ves čas nekako prisotna z nami. Večeri so pa najbolj prijetni na kavču tamle zunaj, kjer smo si uredili zunanjo dnevno sobo s kakšno knjigo ali pa s kozarcem vina. To so res prijetni večeri, takrat, ko si to lahko seveda privoščiš. Na drugi strani imamo pa bambuse. Posadila sva neinvazivno vrsto bambusov, ker so nas vsi svarili pred tem, da so bambusi lahko zelo invazivni, in te res niso zelo hitro rastoči, ker že 3. leto upava, da bodo malce više zrasli, da ta pogled s ceste nekoliko zapreva. Zelo nama je bilo vseeno pomembno ohraniti neko identiteto hiše, ne? In hiša se nikoli nismo hoteli, da bi se pretvarjala, da je neka moderna nova hiša, ampak smo hoteli ohraniti tudi te stare elemente, ne? In to smo na koncu počeli tudi s pohištvom, ki smo ga ohranili, tako je mizica, skrinja, slika iz babičine spalnice, v bistvu skoraj na isti steni, kjer je ona imela nad poslo. Tako da smo želeli ohraniti vse te elemente in da je jasno poreklo hiše, da prihaja iz leta 1936. Sama gradnja vseeno ti prinaša še neka dodatna presenečenja, ki te mogoče tudi malo nasmejijo, čeprav mogoče tisti trenutek niti ne. Prvo je bilo zagotovo to presenečenje, ko smo izvedeli, da rabimo dovoljenje letališča Brnik za obnovo hiše. Za obnovo hiše? Za obnovo hiše. Tako da smo poslali mail. Ja, ni, ampak očitno smo znotraj določene črte, tako da to je bilo prvo presenečenje.
Drugo je bilo, ki je bil sicer šok, je bilo v podobnem času kot zdaj, so že postavljali fasado in je sneg začel padati in nam je na eni strani fasada dol padla, tako da je bil kar strah. Ampak so hitro popravili, tako je bilo, da je bilo v redu. Tretje pa ja, dogodek z našo kletjo, ki ima poseben vhod. Kmalu, potem ko sva se vselila, so štimali inštalacijo, moj partner je delal z računalnikom, pustili so loputo odprto, njemu se modilo na WC in je spregledal, tako da je zgrmel. Brez hujših posledic, tako da je v redu, ampak tam se pogostokrat zdaj nasmejimo.